Zdaj imamo odlično priložnost, ker je z nami Primož Brvar, direktor Nepremičnin Celje, da pravzaprav odgovori in poda pa našo lokalno situacijo oziroma stanje na slovenskem trgu o tem, kaj je možno kot sobivanje, kaj je trendi na področju stanovanjske politike in verjamem, da marsikaj. Tako da Primož, izvolite, predajo tudi besedo. Hvala lepa. V glavnem moje ime je Primož Brvar. Prihajam iz podjetja Nepremičnine Celje. Mi smo neprofitna stanovanjska organizacija, katere edini ustanovitelj je Mestna občina Celje. Se pravi, delujemo kot stanovanjski sklad. Zdaj, ali imamo bolj mehke ali malo bolj trde vsebine, verjetno ni enega in druga, pa se ne bi mogoče na to toliko sredotočil. Predvsem hotel se reči zaradi tega, ker se pravi, pač na eni strani, bom rekel, so zidovi, na drugi strani, bom rekel, pa je življenje, s katerim se, bom rekel, v naši službi srečujemo, predvsem v tistem delu, ko se srečujemo z našimi najemniki, ki imajo takšne in, bom rekel, drugačne probleme, izzive, katere pač moramo reševati. In seveda so, bom rekel, kar se tiče samih izzivov, sicer smo tukaj videli pač neke trende, mi mogoče še nismo tako daleč, ker moramo obstoječe probleme rešiti, ki jih pač imamo, pa ne zgolj v Celju, tudi širše v Sloveniji in širše v svetu, tako ko je pač pred nami, kaj je gospod Marcel, razlago, se pravi, pač dom ni nekaj, žal ni nekaj samoumevnega, čeprav bi v bistvu pač moglo biti. Jaz sem si tukaj dal, kaj pač dom pomeni oziroma pač stanovanje, in se mi zdi res pač tisto nekaj osnovnega, se pravi pač to neka temeljna potreba človeka. In bom rekel, ne glede na to, kje smo, ne glede na kateri državi smo, ali je to, bom rekel, pač ultrasocialistična ali pa ultrakapitalistična, če hočemo pač sobivati, bom rekel, pač je treba poskrbeti za soljudi. In se mi zdi, preko smo govorili o sobivanju, jaz pač vidim sobivanje, bom rekel, pač dva ključna elementa. Eno je pač strpnost do soljudi in seveda pač solidarnost. In prepustiti ljudi na cesti je nekaj, se mi zdi, kar pač smo že prišli na nek nivo zavedanja ali pa razvoja, da si tega enostavno ne bi smeli dovoliti, čeprav se to dogaja. In zato je tudi, jaz pravim, da je javni interes, mora biti javni interes in naloga države, da ima aktivno stanovanjsko politiko in da omogoča, bom rekel, človeku dostojno življenje, to, kar streha nad glavo je. Seveda pa Slovenija od samosvojitve naprej, bom rekel, na nek način je zaostala, če smo imeli v prejšnjem sistemu, bom rekel, to aktivno stanovanjsko gradnjo, pa je konc 80-ih, pa potem 90-ih zelo bolj kot ne zastala in je bilo vse prepuščeno trgu. Dejstvo je, kar se pač danes tudi vidi, da nevidna roka trga ne rešuje, bom rekel, pač strehe, bom rekel, tistih, ne zagotavlja seveda stanovanj in s tem ne tudi človekovega dostojanstva. In vse več, bom rekel, državljanov, predvsem pa mladih družin se srečuje s stanovanjskim problemom. Če smo še v preteklosti to reševali na način, da so te probleme reševali starši iz nekih pač prihrankov, ali pa so se, bom rekel, generacija kasneje preselila v stanovanja, ki so jih starši zgradili v prejšnjem sistemu, se je ta trg, bom rekel, se ta trg vedno bolj lomi. In danes se mladi pač s temi problemi absolutno srečujejo. In ker so to, bom rekel, pač mladi si tega enostavno ne bi smeli dovoliti, ker so mladi pač tisti, ki so motor razvoja družbe. Tako da mi smo delali v družbi Nepremičnine Celje, ker so pač mladi tisti, bom rekel, ki pomenijo tudi prihodnost, pa ne, da bi hotel zanemarjati, se bi pa v naslednjem pogledu, da so mladi edina ciljna skupina, na katera je potrebno pogledati, govorimo o vseh generacijah, zato sem dal tudi na začetku
naslov kakovost bivanja za vse generacije. Ne? Ampak že prej je bilo rečeno, mislim, da ste vi govorili, ne, o trendu, ki se nam dogaja, ne, ki se nam dogaja, bom rekel, zaradi zmanjšanja rodnosti, zaradi migracij, ne, in seveda, bom rekel, pač ja, to je projekcija gibanja števila mladih v Celju. Ne, se pravi, če smo imeli še tam 2,1, 10 000, ne, to je tako rapidno pada, ne, in da si jaz seveda pač ne želim in pač vidim nek sorazmeren razvoj Slovenije, ne, da na koncu se ne bo zgodilo, da bojo mladi zgolj v Ljubljani, pa na Obali, pa na Gorenskem, ne, kjer že danes, bom rekel, ko gledamo neke trende, povpraševanje po stanovanj, itak da je Ljubljana, to je, bom rekel, norišnica, ne, ker je nekje ocenjuje, da je pomanjkanje 16 000 stanovanj, potem na drugem mestu je Kranj, kjer je ocena nekje 2500, ne? Potem pa smo tukaj Koper, Maribor, Celje, ne? Domžale, ne? Zopet pač okolica Ljubljane in zato smo mi se tudi lotili nekih projektov, ne? Da pač poskušamo. Seveda so to pač bolj neki pilotni projekti, oziroma da se v enem delu zagotovimo stanovanje za mlade, ker enostavno pač ne, so omejena sredstva tako pri mladih za nakup in seveda pač tudi za najem. Tako da, ko smo delali to raziskavo, delali smo jo v bistvu na Celjskem, smo ugotovili, da ne, kdaj mladi ocenjujejo, da je najbolj primeren čas, ne, da je sicer mladi so zadovoljni z bivanjem v Celju, ne, ampak na drugi strani se bi, če seveda pač se pojavi priložnost, ne, taki so trendi, bodo šli iz Celja. Ne. Kaj se zdi mladim kot pomembno za to, da se pač lahko osamosvojijo, in bom rekel, kot najpomembnejše karakteristike bivanja se mi zdi, ne, ta zasebnost, varnost, prostornost. Ne. Tako da, ne, in seveda, kaj je največja težava bivanja, da se ne osamosvojijo, seveda pač so to stroški najemnine, ne, ali pa so odplačila posojil staršev in seveda tudi na drugi strani so starši tisti, ne, ki pač si želijo, ne, nekega, bom rekel, pač v tem pogledu sobivanja, ker gre za soodvisnost in tako, bom rekel, pri deljenju stroškov doma in ne nazadnje, bom rekel, pač zaradi njega občutka varnosti, ampak če si mi želimo, bom rekel, osamosvojiti, ne, in ustvariti družino, ne nazadnje pač to pomeni to, da se pač morajo mladi odseliti. Naredili smo tudi stanovanja, mislim, da je razpis za stanovanja, kjer naredili smo 2 razpisa. V letu 2016 smo naredili razpis, pa se je prijavili 86 prosilcev, potem smo v 2018 ponovno razpis za mlade naredili, se je prijavili 102 prosilca. V glavnem, hočem reči, predvsem to pač kaže na te trende, da je povpraševanje po stanovanjih. Ne, in predvsem, kar se tiče samih mladih. Ne. Tako da to, in ko govorimo o demografskih trendih, ne, pa niso samo mladi tisti, bom rekel, ki pač se soočajo, ne, ali pa pač mora se politika s tem soočati, je pa na drugi strani trend, bom rekel, števila starejših. Ne. Oziroma trend gibanja starejših od 65 let, ne, in se nam tukaj pač take škarje, neke škarje dogaja. Ne. Kaj se dogaja v Sloveniji? Dogaja se to, da je, bom rekel, predvsem, ne, ker je pač slovenski fond je tak, da je 60% celotnega stanovanjskega fonda so enostanovanjske hiše. Ne. Ostalo, bom rekel, so večstanovanjske hiše. In od leta 2013 število starejših, ki živi v teh, bom rekel, pač v stanovanjih, ne, 115 tisoč starejših od 65 let živi v stanovanjih. In trend, ki se kaže, je ta, da je, če je bilo leta 2006 teh, bom rekel, posameznikov, ki so živeli od 115 tisoč, je bilo 65 tisoč pa tistih, ki so sami živeli. In bom rekel, 5 let kasneje, leta 2018, se je ta številka povečala že na 74 tisoč. Kar v bistvu pač pomeni, da starejši živijo sami v teh hišah, nimajo denarja, kljub temu seveda pač, da so lastniki, nimajo denarja, da bi lahko vzdrževali, ne. Na drugi strani nimajo denarja, da bi lahko
da bi lahko se ogrevali, ne, in bom rekel, prihajamo, ne, kljub temu, da imamo najprej govoril o assets, ne, se pravi o kapitalu, ne, kljub temu, da pač ljudje imajo kapital, ne, so na nek način v neki prikriti revščini. In zato smo tudi mi hoteli, bom rekel, pač zadevo spodbuditi, ne, zopet so to mogoče neki minorni ukrepi, ampak vseeno pač probamo neko aktivno politiko voditi, da pa na nek način te starejše, ne, ki mogoče živijo v večjih hišah, v večjih stanovanjih, ne, ker tudi kar se tiče, ne, stanovanjske podhranjenosti ali pa prenaseljenosti, ne, načeloma je Slovenija med tistimi državami, ki nima problema v povprečju z prenaseljenostjo stanovanj, ne, ampak ko pa pogledaš, bom rekel, po starostnih kategorijah, pa vidiš, ne, da problem nimajo starejši od 55 let. Medtem ko mlade družine pa absolutno imajo ta problem, kar je seveda pač posledica, bom rekel, te stanovanjske gradnje v preteklosti. In smo hoteli spodbuditi, da bi se mogoče pa starejši odločili, da bi šli v najem, se pravi, rekli smo, da bomo pripravili prilagojena stanovanja za starejše, sicer tako, bom rekel, razpršeno po Celju, da imajo dvigalo, da imajo možnost dostopa, ne, ker se pač pojavlja, bom rekel, zaradi nekih gibalnih ovir, da se jim omogoča lajše življenje in da bi mogoče zamenjali pa stanovanje, ne, z svojimi potomci. Ne. V glavnem smo naredili razpis, na katerega se je prijavil 12 posameznikov, ne, in na koncu je bilo oddanih zgolj 4 stanovanja. Ne. Jaz moram priznati, da sem bil malo presenečen. Ne. Jaz sem mislil, da bom rekel, pač ta medgeneracijska solidarnost malo bolj prisebna, ne, ali pa prisotna, pa žal temu ni bilo tako. Ne. Seveda, ne, v vsakem primeru bojo verjetno pač ti trendi, ki se gibajo, prisilili starejše, ne, ko bojo mogoče ne več zmožni stanovati oziroma pa vzdrževati stanovanje, ampak očitno še nismo tam. Ne. Seveda, kar se tiče za same starejše, imamo tudi oskrbovana stanovanja. To so pa stanovanja, ki so prav prilagojena, ne. Absolutno prilagojena starejšim, ki imajo tudi nek skupen prostor, kjer se pač oni družijo, ne. In tako imamo na Kajuhvi 15 ob Selinskem nabrežju, tisti, ki ste iz Celja, mogoče poznate ta objekt, ne, tam imamo že nekaj let, ampak v neposredni bližini doma upokojencev, v neposredni bližini tudi teh zdravstvenih storitev in drugih javnih storitev, ne, in kakovost bivanja tam je izjemna. Ne. Jaz ne bom rekel, sicer se tako malo črn sliš, ne, da žal, bom rekel, se tam ne menjajo najemniki, ne. Žal, bom rekel, v navednicah, prosim lepo, zaradi tega, ker hočem reči, da je taka kakovost bivanja, da se tam najemnik na vsake par let zamenja. Ne. In bom rekel, zato pač iščemo nove projekte, ki jih bomo delali v Celju. Ne. Eden tak je projekt na Vodnikovi 14, projekt za starejše, oskrbovana stanovanja, ne. Kar je pa ključna zadeva, so pa naši stanovalci za neprofitni najem. To je pa, bom rekel, ko govorimo o vseh naših generacijah. To je trend v bistvu, ki raste, bom rekel, povpraševanja po najemnih stanovanjih. Seveda je tukaj največ mladih. Ne. V Sloveniji potrebujemo cca, dan slišati po medijih, približno 10 000 stanovanj. Celje, govorimo o javnih najemnih stanovanjih. Ne. V Celju se ta številka giba okrog 500. Družba Nepremičnine Celje bomo v naslednjem letu, jaz upam, da v mesecu februarju začeli z gradnjo stanovanjske soseske Dečkovo naselje. To je nedaleč stran, tukaj ne 300 metrov, 400 metrov zračne linije. In v tem naselju bomo zgradili 142 stanovanj, ki bodo namenjena tako za starejše, 14 stanovanj za starejše, potem posebej za mlade in seveda pač ostalo in približno 35, prav za mlade družine do 35 leta, ostalo pa za, bom rekel, vse ostale kategorije. Ne. Pri zasnovanju soseske smo sledili temu, da so to čim bolj odprti prostori, kjer se pač ljudje lahko med sabo družijo, da je v neposredni bližini vrtec in da so vse te storitve, ki ljudem pomagajo oziroma jim olajšajo življenje v neposredni bližini. Ker sem malo predolgi, ne moram več o drugih trendih govoriti, v glavnem jaz se vam zahvaljujem, pa mogoče kako vprašanje, pa bo pa lažje. Hvala.
šanso na organizijo, da za eno pa dejmo. Jaz bi sam, ko ste govorili o tem, da bi starejši prepustili mlajšim te hiše svojo ogromno, jaz sem se spodobno temu ukvarjala in po moje ne gre toliko, da ni te solidarnosti, ampak Slovenija je ful to, da smo vsi tudi ful je močna vrednota materialnosti, ne? In vsi ti ljudje so blazno navezani na te svoje hiše, ker so jih sami zidali in jaz vidim tudi jaz sem arhitektka in se pri svojem delu dostkrat srečujem z nekimi dozidavami, nadzidavami, da pač otroci živijo v isti hiši starši, ampak naredimo dvostanovanjski in je že projekt padel, ker starši recimo niso dovolili, da bi odkrili streho in nadzidali, da bo pa njim tiš čas ravno drž po glavi teh, mislim, tako družinska solidarnost. Tako, ja, da prevlada ta materialnost in da to je treba še dosti v glavah, da bomo prišli do nekega takega logičnega sobivanja, logične posledice razmer. Mene samo ena stvar zanima, ta razpis, ko ste ga naredili za starejše od 65 let, ne? Ste rekli, da so bile samo 12 loki prišli, ja. Na kak način ste pa vi to komunicirali? Komunicirali smo mislim, ne, preko medijev, ne, predvsem kar se tiče te Radio Celje, Radio Fantasy, ker govorimo za Celje, ne. Nismo bili omejeni samo na Celjane, ampak smo se poskušali odpreti navzven. Potem smo komunicirali z združenje, Zvezo društvo upokojencev Slovenije, ne, ki so pač kle regionalno razpršeni, tako da smo res, ne, mogoče pač malo manj prek mestnih četrti, ampak ja, ne, smo bili aktivni. Res pa je, da nismo šli od doma do doma. Tukaj jaz mislim, da je vaš najbolj pomemben problem. Prvo je to Radio Celje, zelo malo kdo še posluša, ne? Radio Fantasy, stari preko 60 let ne poslušajo, ne? Se strinjam. Društvo upokojencev, pač niso vsi noter, ne? In problem je pa predvsem ta, če vi mislim, se tudi pri mladih isti problem, da se razumemo, ne? To je funkcionalna nepismenost. In ti ne moreš enemu, ko je star 65 let, reči, da ne se prijav na razpis, ker dobi ošpice zraven, ker je to čisto preveč komplicirano. In to so problem projektov na splošno takih, kot jaz vidim, ker mi imamo vrhunske projekte, vrhunske ljudi, toliko kapitala intelektualnega, ki ga na tak majhni kvadraturi redko kje najdeš. Ampak ne znamo ljudem povedati, kako do tega pride. Ne? In jaz vam dam glavo stran, če greva zdaj po ulici, pa najdeva 10 upokojencev, nikoli življenja nisem čula za to. Ker tem ljudem je treba to povedati na drugačen način. Treba jim povedati na veselici, treba jim povedati v cerkvi, treba jim povedati tam, ko so. In to je osnovni problem marketinga. Ne, jaz se strinjam, ne, okej, pač definitivno nismo vse kanale uporabili, ne, se mi pa zdi verjetno pač na velikih hodih maši, to je definitivno, pa računal sem, moram pisati, da sem tudi računal ta moment, ne, te solidarnosti, ne, in bom rekel predvsem družine, ne, ker jaz se spomnim, ko sem jaz pač imel svoj stanovanjski problem, mislim, to je bila logika moje mame, lej, kup ti eno malo stanovanje, pa prid v mojega, ne, mislim, valjda, ne, se ga jaz ne rabim. Tako da, ne bi si tukaj predstavljam, ampak ja, mi je jasno, ja, da to imajo pač starejši problem, sploh oni, ko so s svojim rokom, ne, postavili hiše, ne, tako da, ja, bo. Super, hvala, bomo boljšim, da pustimo še malo